Tako pa še iz moje strani, jaz pa nadaljujem iz osnovnega in srednjega šolstva v visoko šolstvo, univerze in seveda kasneje, kamor prehajajo študentje, ki diplomirajo naprej v gospodarstvo. Gospa Škrinjarova je pred mano dejala ustvarjalni učitelj. Ja, kje pa nastane ustvarjalni učitelj? Na fakulteti. Ja, kako pa naj nastane ustvarjalni učitelj dober na fakulteti z praktičnim delom, ki ga imajo maksimalno 10 ur v 5 letih. Pa ne samo učitelji, ampak tudi vsi ostali, ki grejo naprej iz študija ali gospodarstva ali kakršenkoli drug poklic. Premalo je praktičnega dela. Premalo je tega praktičnega ustvarjanja in največkrat slišimo naše starejše kolege, ko nam rečejo, pa saj se večinoma vse naučiš, ko prideš v službo. Ne? Ali je to smisel potem, da študiramo 4, 5 z absolventskim stažem še dlje? To ni smisel, zato mi želimo v bistvu izboljšati zaposljivost diplomantov z večjo kakovostjo študija. Izboljšati moramo kakovost študij in imeti tudi potem pregled, kako se ta študij izvaja. Kdo ga izvaja in kakšna je ta kakovost. Tako da se bodo potem lahko seveda študenti prej zaposlili, skrajšali študij in da bomo reformirali tudi ustanovljeno nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu, se pravi NAKVIS, preko katere grejo vse akreditacije, evalvacijski postopki, zato ker administracija vseh akreditacij študijskih programov je predolga, kaj šele evalvacija teh postopkov. In seveda, ko bomo skrajšali, in to želimo skrajšati študij, prej bojo se lahko zaposlili diplomanti, dobili nova delovna mesta in seveda tako bodo potem tudi lahko vplačevali v pokojninski sistem. Kot vidimo, v bistvu je vse povezano od vrtca pa potem do gospodarstva, ki je trenutno zelo, zelo prizadeto pri nas. In moramo biti povezani po vertikali. Od najmanjšega do največjega. Vsekakor v sistemu visokega šolstva znanosti bomo delali na tem, da bo boljše povezovanje znanja preko tujih, domačih in vlagateljev in internacionalizacije visokega šolstva. Skratka, potruditi se je treba, ne samo potruditi, delali bomo na tem, da bomo mi prinašali znanje iz ostalih držav, iz zunaj in seveda spodbujali tudi k temu, da bodo in študentje in visokošolski učitelji, profesori odhajali v druge države, kjer bodo pridobivali znanje in ga seveda tako uspešno predajali ostalim in študentom in sodelavcem za uspešnejše delo. Vsekakor je pa potrebno okrepiti tudi sistem prenos znanja spoznanj v prakso. Iz lastnih izkušenj vem, da je en kup projektov, naj si bodo to nacionalni, naj si bodo to mednarodni projekti, ki se sicer opravijo, naredijo, izvedejo, ampak veliko jih ostane v predaljih, veliko jih ostane takšnih, ki jih v praksi potem ne uporabijo, zato ker enostavno visoko šolstvo ni dovolj povezano z gospodarstvom, kjer bi lahko potem ta znanja in prenos znanja prenesli naprej. Tukaj je treba dati velik poudarek in vsekakor poenostaviti administrativne postopke tudi v samem pridobivanju projektov in kasneje v evalvacijah.